Prek 200 zdravstvenih delavcev v Mariboru je že vložilo tožbe. 131 gorenjskih zdravstvenih delavcev je na sodišču. Kakšno je stanje v Ljubljani? Noč, dan, praznik ali vikend. Reševalci so vedno na terenu. Boštjan Plahutnik že 23 let. Občutki so, kot da nas nihče ne upošteva, kljub temu, da nas mogoče ob kakšnih večjih, bolj javno izpostavljenih dogodkih zelo nekako poveličujejo. Obljubljajo nam tudi marsikaj iz dana, ne? Takoj po kakšnem takem dogodku, naslednji dan, tako da nas ni, nam nič več ne pripada. Odmeno so jim izplačili za leto 2025. Koliko ste pa dobili? Jaz osebno 537 evrov, pa še nekaj centov. Za nazaj nismo nič dobili, v kratkem bomo šli tudi v tožbo. Če govorim sam za primer reševalne postaje Ljubljana, je pa to približno 160 ljudi. Zadnji odgovor, ki je bil, je, da bo to pripeljali klinični center kot v nek bankrot, da nimajo denarja, da smo že tako nekako v minusu, ne? Ampak to ni pač stvar zaposlenih, to je problem vodstev. Tukaj na Delovno in socialnem sodišču v Ljubljani se je začelo sojenje za 131 zaposlenih. Ti tožijo osnovno zdravstvo Gorenjske, ker jim očitajo neizplačila prazničnih ur. To je dokumentacija zaposlenih, ki so se v tem tednu odločili za tožbo. Medicinskim sestram, delavcem iz tehničnih služb, delavcem iz kuhinje je zmanjkalo potrpljenja. Trenutno jih je vloženih čez 200, se še pa odločajo. So dobili izplačano odmeno za leto 25 v letošnjem letu, za leto 26 pa delodajalec izplačuje tekoče. Koliko jim pripada še za pretekla 4 leta? Odvisno od plačnega razreda, tako da so zneski mogoče od 200 do 1000 za mogoče leto. Kaj odmena sploh je? Zdravstveni reševalci, medicinske sestre in bolničari delajo v turnusih, a bi praviloma morali na letni ravni prejeti odmeno za toliko ur praznikov kot zaposleni za enakomernim delovnikom. Poglejmo izračun za reševalca. Če njegova bruto odmena za en praznik znaša 170 evrov, mu v enem letu z 10 prazniki pripada 1703 evre. Medtem ko zavodi odmeno za leto 2025 večinoma izplačujejo, zaposleni po vsej državi zaradi zastaralnih rokov vlagajo množične tožbe za 5 let nazaj. Največ tožb je v obeh kliničnih centrih, v mariborskem jih je preko 200, v ljubljanskem 26, v celjski bolnišnici, kjer se je vse skupaj začelo, pa 19. Delovno sodišče v Celju je namreč zaposlenim priznalo pravico do prazničnih odmen za 5 let nazaj. To je potrdilo višje sodišče, zdaj je žogica na Vrhovnem sodišču, ki odloča o reviziji. Primeri so večinoma iz urgenc oziroma reševalnih služb, postaj, kjer delajo tako imenovani ruski turnus. Celo imamo primer, da je na dan praznika moral en naš član vzeti dopust na 1. januar, kar je seveda skregano zdravo kmečko logiko. UKC Ljubljana je za leto 2025 izplačal 2,5 milijona odmen, UKC Maribor milijon, celjska bolnišnica 681 tisoč. Plačevanje za nazaj pomeni milijonske stroške za bolnišnice in zdravstvene domove. Temeljni problem pri javnih zdravstvenih zavodih za neizplačevanje pa so tudi njihove likvidnostne težave in dejstvo, da odmena, stroški odmene niso vkalkulirane v cene zdravstvenih storitev. V domu Lokavci so zaposlenim praznične odmene izplačali za zadnja 3 leta. Dobar dan, Marija. Kak ste, Marija? Boris Sintič je kot bolničar negovalec v domu Lokavci zaposlen že 25 let. Dela v bivalni enoti doma. Zjutraj je nega, potem priprava na zajtrk, kasneje aktivnosti, kakšni sprehodi, telovadba z uporabniki, potem priprava na kosilo, kakšne aktivnosti, kakšne kartanje. Imamo neenakomerni delovnik, delamo praznike, nočne
popoldne do poldan. V domu so zaposlenim za zadnja 3 leta že izplačali praznične odmene. Leta 2023 je bilo to cirka 51 tisoč evrov in v letu 2025 je bil znesek 50 tisoč, v letu 2024 pa samo 17 tisoč. Vsak dobi različno zaradi ure, pa koliko praznikov se delo, pa koliko ni se delo, cirka če je neto 270-280 evrov. To je pa ena soba, kjer sta 2 stanovalca notri in ne želimo nekih privilegijev, ampak želim, da se enakopravno obravnava vse zaposlene. Želeli smo, da delavci dobijo to, kar jim pripada. Vprašanje izplačil za pretekli leti 2021 in 2022 sicer ostaja odprto. V domu bodo počakali odločitev Vrhovnega sodišča. Po podatkih, s katerimi razpolaga Skupnost socialnih zavodov, je 59 domov za starejše v letu 2025 izplačalo skoraj 2 milijona evrov odmene. Stališča obeh strani si ostajajo nasprotna. Delodajalci pravijo, da je odprtih še veliko vprašanj glede izplačil. Sindikati pa, da gre za pravico, ki zaposlenim po kolektivni pogodbi pripada že vse od leta 2018. Največji greh, bom rekla, v prenesenem pomenu direktorja je to, da izplača nekaj, kar se potem izkaže kot neupravičeno. Ob pomanjkanju kadra, ki ga imamo, se mi zdi pa to res prevrženo, da kompliciramo pri eni pravici, ki enostavno je, kar je treba izplačati, pač enostavno treba izplačati. Sindikati opozarjajo, da bodo, če dogovora o izplačilih ne bo do začetka septembra, vložili množične tožbe. Več na 24ur.com.